raste skupaj z nami, raste lahko kot ograda za živali, lahko kot igralni kotiček za naše otroke. Črpalka pošilja vodo do mehanskega filtra, z mehanskega filtra teče voda skozi tale potoček oziroma skozi ta tolmunček. Če ostane v rokah kepica, ki se na rahel pritisk zdrobi, je substrat ravno prav vlažen. Tu nastaja prav lepa permakulturna hišica, ki bo hišica, ki raste. Raste skupaj z nami, raste lahko kot ograda za živali, lahko kot igralni kotiček za naše otroke ali pa samo služi kot počitek ob vrtu. Energija dreves je prav posebna. Vrba je drevo, ki najhitreje raste, ima tudi salicinsko kislino in prav zato deluje antibakterijsko in zdravilno. Ima tudi zelo veliko uporabnih vrednosti. V zimskem času jo porežemo, damo v vodo in požene bogate korenine, kar vedno znova ponazarja s tem, da vsaka vejica, če jo damo v vodo in če jo damo še potem hranilno prst, bo bogato rodila. Te veje smo v mesecu januarju porezali in smo jih dali v vodo. En del majhnih vejic smo porabili za vez vinske trte, drugi del močnejših vejic pa smo dali v vodo, kjer so pognale bogate korenine. In sedaj jih imamo tu in bomo naredili lepo okroglo hišico v obliki trikotnika, ki raste. Za oporo smo dali 3 železa, 3-metrska, tako da smo naredili eno takšno obliko, okrog pa bomo dali sedaj te vrbove vejice. Luknje razporedimo po obodu bodoče hišice, enakomerno, približno 20 do 30 cm. Globina luknje je tam približno 40 cm in tako razširjena, da korenine lahko razporedimo po tej luknji. Te vejice bomo uporabili tako, da bomo izkoristili bogato strukturo korenin, ki so nastale v vodi, na tak način, da bomo najprej odrezali te stranske vejice, kjer ni korenin, in seveda prikrajšali del stebla, kjer koreninice še niso pognale. Slavko, boš prosim kar odrezal, malce niže, takole, tako, poševno, zato da spodbudimo življenje v vejice in potem, ker izvoli, bomo dali kar v luknjo. Vejico postavimo v luknjo in jo potem pridvignemo za 10 cm navzgor, da se korenine postavijo v položaj navzdol. Nato s pomočjo železnega droga to luknjo stisnemo in zemljo pritisnemo k koreninam. S tem omogočamo, da se sadika hitreje vraste v zemljo. Energija dreves vrbe je zelo zanimiva. Vemo, da se da z energijo dreves tudi zdraviti. Vrba ima namreč zelo veliko vode v sebi in če povzamemo tudi permakulturni vidik spoznavanja vzorcev v naravi in apliciranja, da pride nam v korist, lahko vidimo, da tudi človeško telo ima veliko vode in ta blagodejna energija drevesa vrbe, teh listkov, ta antibakterijski učinek in ta živahnost lahko povzame tudi naše telo in naša struktura telesa. Vsako drevo ima ogromno vode. Pretakanje vode je cirka 7-krat počasnejše kot v našem telesu. To pomeni, da če želimo biti deležni energije dreves, si moramo vzeti kakšne 2 urci časa in ob tem uživati. To zvežemo skupaj, oziroma prepletemo. Takole prepletemo, kjerkoli se da. Slavko je v polkrogu posadil skoraj 20 vrbovih sadik. Veje sta z Ireno prepletla in povezala z rafijo. Tako sta oblikovala stene hiške in rast vrb. Osnovno strukturo hišice, ki raste, smo naredili. Že kar čez en mesec bo lepo pognalo listje in do jeseni se nadejamo že kar skoraj 3/4 višine celotne hišice, da bo zelena. Vmes smo jo prepletli in sedaj jo bomo še samo zalili. Slavko, ti je všeč? Čudovita bo. Kaj pa manjka? Ja, ne vem, kam bi se usedel. Narediva klopco. Pa jo dajva. Dajva, iz ostankov po permakulturnih načinov. Tako je. Zalijemo? Ti to zali. Tam imaš 2 hlode. Pravo hlode.
Medtem ko je Irina zalivala posajene vrbove mladike, je Slavko postavil hloda za temelje klopi. Ta bo visoka 60 cm. Osnovo za permakulturno hišico smo postavili, temelje za klopco smo postavili, sedaj samo damo še zaključno plat, se pravi zaključno ploščo in permakulturna hišica bo nared. Še malce poravnamo. No, mogoče bi bila boljše celo okrog obrnjena. Če ne gre v prvem poskusu, bo šlo pa v drugem. No, takole. Še malce pritrdiš, poravnaš z pričvrstitvijo hloda. In to je to. Potlačim. Še malo potlačim. Tako. Jaz mislim, da je popolnoma v redu. Lahko poskusimo, kako se to sedi. O, čudovito bo. Sploh, ko bo vrba zrasla preko glave in nama ne bo sonce sijalo. Hišica je narejena, blagodejna energija vrba in kombinacija češnjevega debla bo sigurno blagodejno vplivala na počutje v tej hišici. Z čudovitim pogledom na vrt pa je to seveda še lepše. Če smo v prejšnji oddaji še tarnali nad nizkimi temperaturami, zaradi katerih vrtnine niso tako rasle, kot bi si želeli, se tokrat že hladimo ob ribniku. Je zdaj ob ribniku nekoliko hladneje? Ja, sigurno je ob ribniku malce hladneje, zaradi tega, ker voda tudi hlapi in potem tudi daje malce te vlažnosti v okolico. Sigurno je pa še dosti bolj pomembno ta občutek, ko sedimo v ribniku, nam je sigurno prijetneje, kot pa bi sedeli, ne vem, v centru mesta. Sva v Radizelu, ta ribnik je star 3 leta. Ta ribnik je nastajal postopoma, prvo leto se je naredil izkop in tudi voda se je nalila v izkopano jamo. Naslednjo leto se je naredila oziroma uredila brežina, ki je tudi sestavni del ribnika. Letos je še pa ta ribnik dobil eno novost, to je ta pomol. Ribnik je nekje 7x3 metre ima dimenzije, globina 1,5 metra, malce višja globina, globja globina kot pa pri ostalih ribnikih. To pa predvsem zaradi tega, ker v tem ribniku domujejo koi krapi. Če pogledava posebnost tega ribnika, je tudi ta rastlinski filter, res se je bujno razrasel. Kakšno vlogo ima rastlinski filter? Ribnik... Pa tudi drugi filtri na vse zadnje. Ja, osnovni filtrirni sistem se sestoji iz mehanskega in biološkega filtra. Zelo zaželeno je, če še v ribnik vključimo UV filtriranje. Najboljše rezultate pa daje rastlinski filter. Rastlinski filter je en, bom rekel, tolmunček ali pa neko zajetje vodno, ki je del ribnika ali ob ribniku. Bistvo tega je, da so v samem tolmunčku oziroma v rastlinskem delu posajene rastline, ki zelo bujno in zelo hitro rastejo, in pa da je skozi ta tolmunček oziroma skozi rastline narejen pretok vode. V tem ribniku se je že pred izkopom plansko naredilo posebno zajetje, v katerem smo potem naknadno posadili te rastline. Pretok vode je narejen tako, da črpalka pošilja vodo do mehanskega filtra, z mehanskega filtra teče voda skozi tale potoček oziroma skozi ta tolmunček in potem teče voda dejansko skozi vse sadike rastlin in zato so tudi te sadike tukaj tako bujne. Glavni namen rastlinskega filtra je čiščenje vode. Sadike so posajene samo nekje do globine 20 cm. To pomeni, da so korenine v vodi, medtem ko listnati in stebelni del je izven vode. Ko teče voda skozi te korenine, na sebe potegnejo organske snovi, nitrat in fosfat, tudi določene mikroorganizme in to odžirajo oziroma jemljejo hrano algam, kar pomeni, da če voda teče skozi rastlinski del, se ustavijo vse te škodljive snovi pri rastlinah, manj jih je v samem ribniku, v tem vidnem delu, to pa posledično pomeni tudi manj alg v ribniku. Čeprav si ribnik ustvari lastni ekosistem, za čistočo vode poskrbimo s filtrirnim sistemom. Mehanski filter odstranjuje listje in druge mehanske dele. UV žarnica uničuje mikroorganizme in bakterije. Rastline porabljajo v vodi razpadajoči material. V tem ribniku je rastlinski tolmun velik 3x1 meter. Sestavljajo ga rastline, ki hitro in bujno rastejo.
Priporočljiva je konjska kislica. Tule je primerek rumeksa, pa če pogledava, kakšna rastlina je to, kako hitro raste. Ta rumeks je rastlina, ki je vsaj po moji oceni najbolj primerna za rastlinski filter. Tako kot sem že omenil, tudi ta rastlina najhitreje in najbolj bujno raste. Tukaj pa zdaj tipični primer te rastline. Ta rastlina je bila v aprilu iste velikosti kot tele rastline v tem rastlinskem delu, ampak ta ni bila aktivirana, ker je bila v rastlinskih bazenčkih. Skozi njo ni tekla voda, tudi ni bilo v tistih rastlinskih tolminčkih rib. Medtem ko tele rastline so aktivirane, zato ker vodi plava kar zelo veliki kojkrapi in zato je tudi posledično dosti več hrane in rezultat med eno in drugo se potem vidi tudi v višini in pa v bujnosti rasti. Poleg konjske kislice se v rastlinskih filtrih dobro obnesejo še rogos, vodne perunike, ježki in črni šaši. Več nasvetov o delovanju posameznih filtrov, umestitvi ribnika v prostor, težavah in vzdrževanju vodnega sistema pa najdete v najnovejšem priročniku o okrasnih ribnikih, ki jih je zbral naš sogovornik. Pa ob tem še povemo, da je ta knjiga nastala na osnovi vaših izkušenj pri delu z ribniki. Knjiga moje delo ni prevod neke knjige iz drugih, bom rekel, jezikovnih držav. Tudi niso članki sneti iz interneta, ampak so enostavno naše izkušnje, ki smo si jih pridobili v zadnjih 10 letih z delom teh ribnikov oziroma z servisiranjem. Ogromno je tudi v tej knjigi raznih slik in pa detajlov vseh tistih, ki ste se zelo pridno prijavljali v zadnjih 10 letih na naš nagradni izbor. Omenili ste nagradni izbor za Naj ribnik, povejva, da tudi letos bo potekal, da je že odprt. Nagradni izbor poteka že od 1. maja. Vljudno ste vabljeni vsi, ki ste lastniki ribnikov in da se z njim prijavite. Prijavite se z sliko in pa z prijavnici, ki jo najdete na naši spletni strani. Potek samega nagradnega izbora je isti kot vsako leto do zdaj. Na koncu se izbere 8 finalistov, ti se tudi posnamejo in na koncu dobimo zmagovalca. Nagradni izbor se zaključi nekje v konec septembra, prijava je pa možna še do 31. avgusta. To knjigo Roberta Leitingerja in založbe Pivec, Okrasni ribniki, harmonija zvokov, barv in oblik, boste prejeli 3 nagrajenci, izžrebanci tokratne nagradne igre Oddaje na vrtu. Danes smo v oddaji govorili o rastlini, katere latinsko ime je rumeks. Nas pa zanima slovensko ime te rastline. Vaše odgovore lahko pošljete na stalni ali elektronski naslov Oddaje na vrtu do 3. julija. Čeprav smo kaktuse letos na prosto zaradi nižjih spomladanskih temperatur postavili kakšen teden kasneje kot ponavadi, se zdaj že sončijo na gredah, okenskih policah in balkonih. Zvone Ravšek opozarja, če kaktuse gojite v rastlinjakih, jih morate februarja in marca zaščititi pred spomladansko pripeko. Če ste jih čez zimo hranili v temnejših prostorih, garaži, kleti ali stopnišču, jih na prosto prestavite v drugi polovici aprila, zalivati pa jih začnete šele, ko se pojavijo prvi znaki rasti, ko na temenu kaktusa vidite mlade bodice in sveža vlakna. Poleti je čas presajanja kaktusov. Za sajenje kaktusov je najboljši čas maj do avgusta. V septembru pa je že prepozno, tako da v bistvu ti kaktusi, ki so posajeni prepozno, začnejo z ukoreninjanjem šele naslednjo sezono. Za sajenje kaktusov uporabljamo mešan substrat, kjer je v pretežnem delu prisoten pesek. Za svoje kaktuse uporabljam mešanico vulkanskega peska, uporabim tudi navadno njivsko krtinko in nekaj humusa. Ta humus je lahko običajen komercialni substrat za pelargonije ali kakšne druge balkonske rastline. Seveda je odvisno od vrste kaktusov. Če je rastlina bolj nezahtevna, potem bomo dodajali večji del
humusnega substrata. Če pa je rastlina bolj iz puščavskih, zelo peščenih predelov, potem bomo dodajali več vulkanskega peska. Seveda je odvisno tudi od samega rastišča, kje rastlina raste, in v primeru, da imamo kakšne rastline oziroma kaktuse iz Mehike, kot je na primer tale Astrofit capricorne, bomo morali v substrat dodati nekaj apnenčastega peska. Za sajenje živih kamenčkov iz Afrike pa dodamo več kremenčevega peska, se pravi ne samo vulkanskega, ampak tudi kremenčev pesek, izločimo pa humusni substrat. Te materiale dobro premešamo, da dobimo nekako homogen substrat z vlažnostjo tako imenovanega pestnega testa. Substrat primemo v pest, stisnemo s prsti in če ostane v rokah kepica, ki se na rahel pritisk zdrobi, je substrat ravno prav vlažen. Za sajenje samih kaktusov je potrebno tudi orodje. Sam uporabljam večinoma pinceto in za večje kaktuse kakšno krpo, časopis ali kaj podobnega. Za kaktuse, ki imajo bolj ozek spodnji del, kot je na primer tale Stetsonija, uporabljam pinceto. Rastlino najprej izlončimo, tako da odstranimo spodnji del korenin, izvlečemo rastlino, če je potrebno, po lončku potolčemo s pinceto, tako da se loči lonček od substrata in rastlino izvlečemo iz lončka. V večini primerov je najbolje, da star substrat odstranimo. Tu je potrebna pazljivost, da se ne zbodemo na spodnji del bodic, ki je ob koreninskem vratu, in to odstranimo s pinceto ali kakšnim drugim orodjem. In spodnji del stisnemo, da substrat odpade. Substrat je najbolje ločiti od novega, da se v primeru, če je ta substrat okužen, ne okuži tudi substrat v novi rastlini. Za sajenje kaktusov lahko uporabimo kakršnikoli lonček, le da ima na spodnji strani odprtino za odvajanje vode. Če je lonček bolj globok, kot je sam koreninski sistem, visok, potem najprej natresemo v posodico nekaj prsti, nato postavimo rastlino v sredino lončka, jo primemo za bodico in z kakšnim orodjem, v tem primeru navadno lopatico, natresemo zemljo okoli samega koreninskega sistema. Zemljo rahlo potisnemo navzdol, tako da rastlina primerno stoji in ima stabilnost. Malo potolčemo po posodici in naš kaktus je posajen. Po presajanju kaktusov ne zalijemo. Ko rastlino potegnemo iz lonca in odstranimo star substrat, rastline pustimo v kakšnem zaboju ležati v senci teden ali 14 dni, da se korenine dobro zasušijo. Tudi zdaj, ko smo rastlino posadili, jo bomo zalili šele čez kakšen teden ali 14 dni, v primeru zelo občutljivih rastlin pa šele čez mesec ali 2. Kaktusov ne presajamo vsako leto. To opravimo šele, ko se rastlina razraste čez robove lončka. Kaktusi ne potrebujejo mnogo zemlje, zato je nekakšno pravilo, da naj kaktus preraste lonček, da mu zmanjka substrata v starem lončku, šele na to ga presadimo, kot na primer tole rastlino. Če je pri kaktusu kakšna druga rastlina, kot v tem primeru, jo lahko seveda odstranimo, ni pa nujno. Pomembno je le, da ena rastlina glede na hitrost rasti ne preraste drugo. V tem primeru bom to rastlino odstranil, ker ta kaktus raste mnogo hitreje kot mleček, ki se je zarastel zraven. Tak kaktus, kot je tale gimnocalici, ima tope bodice, zato ga lahko primem s prsti. Ne poskušajte prijeti s prsti vsakega kaktusa, ker so nekateri zelo nevarni oziroma imajo bodice bolj nevarne, kot na primer opuncija. Tole je Opuntia microdazis. Na videz je nenavarna rastlina, vendar ima v teh vzorcih tako imenovane glohide. To so harpunaste bodice, zelo kratke kot ščetine, vendar so harpunasto narezane in ko se zabodejo v kožo, jih ne moremo potegniti ven. Če
vam slučajno pridejo glohide teh opuncij v kožo in vas prične ščemeti, potem si pomagate tako, da si z milnico umijete tisti del kože, kjer ste dobili te glohide gor. Pri presajanju opuncij si prav tako pomagamo s pinceto. Lopatasto rastlino zaradi teže zemljo dobro učvrstimo v lonček. Rastline z večjimi, ostrejšimi bodicami lahko ovijemo tudi v časopisni papir in jih presadimo kot druge kaktuse.